Teniški navdušenci, lep pozdrav. Danes je prečudovita novica, saj lahko danes naprej zopet igramo tenis na teniškem igrišču. Midva s sinom Larsom bova današnji trening naredila še vseeno doma. Naredila pa ga bova samo z eno žogo, zato ker je dovoljeno v bistvu uporabljati samo 3, da vidite, da lahko samo z eno žogo speljete celoten trening. Lars se bo danes ogrel kar na steno. Lars pa boš kar začel. Se pravi, on bo igral izmenjave v steno. Če mu bo uspelo, bo malo menjal forehand in backhand. Če se zmoti, normalno pobere žogo in nadaljuje. Lars gre po žogo. Tako pa bomo naredili kar naslednjo vajo v izmenjavi. In sicer na tla je super, če otrokom vedno date nek cilj, ki ga morajo ciljati, in naj bo takšen, da je njim izziv, ne da ga prelahko zadane ali pa nemogoče. Jaz sem Larsu dal tale kvadrat, tudi jaz bom tam ciljal kvadrat in štejeva, kdo bo prej prišel do 10. Ajde, ti meni šteješ, jaz pa tebi. Odgiva se lepo. Ena. Pa tečeva, danes igrava samo z eno žogo, tako da če zgrešiva, je treba iti v mrežo, nazaj in začnemo znova. Ajde. Štejeva naprej. Ljubaš ti 3. Dolga. 4. In tako naprej. Da ne bomo predolgi. Ok, Lars, zdaj ona dva stožca na vsako stran. Ja, še na drugo stran. Zdaj bomo delali izmenjave. In vmes bo Lars moral, potem ko žogo odigra, se dotakniti stožca na eni ali na drugi strani, odvisno kateri udarc odigra. Ja, kar deva. Lars, še vedno se gibaš, tako poskuša delati poskoke, če je pravočasen. Ja, če ga narediš prepozno, ga ni treba. Tako. Če odigra backhand, mora teči na drugo stran. Tako, to je kar zahtevna vaja, tako da morate dati dovolj časa. Če ni, lahko si vmes žogo ustavite in spet odigrate. Lars, ti kar igre. Če lahko ustavimo, da prije nazaj in odigramo. To je lažja različica. Ja. Ok. Dobro, pa ustava. Tako, naslednja vaja bo Lars po udarcu se zavrtel cel krog svoje osi. Se pravi, če bo odigral forehand, se bo zavrtel v drugo smer, in če bo odigral backhand, v kontrasmeri zmaha v bistvu. Ja? Ajde, kaj dela. Zopet, če mu uspe to narediti pravočasno, lahko jaz igram nazaj. Če mu ne uspe narediti pravočasno, ajde, Lars, noge. Ja? Če mu ne uspe, si lahko vmes podam. Gibaš, ne se ne ustavlja. Ja? Če mu ne uspe, si jo jaz vmes podam in potem. Ja? Ok. Tako. Ok. Lars si prime žogo. Pokažeš ono vajo v tla, v steno, v tla. Ja? Se pravi, zdaj ga bomo pa poskušali učiti že iz izmenjave, če dobi visoko žogo, napadalni udarc v tla. Se pravi, to je prva vaja ping-pong servis. Ping-pong servis v tla. Dejansko je to forehand v stran, forehand v tla. Paziti moramo, da ne odigrajo smasha. Se pravi, da si res žogo vržejo na stran in da odigrajo forehand v tla. Ker če igrajo smash, je v bistvu to potem napačen udarec. Vadijo zapestje tako v tla. Lars, kar lepo naredi še izmah naprej. Ja, vrži in naredi izmah. Ja, Lars preveč na smash daje. Lars, bolj na stran si dej žogo. Bolj na stran si jo vrži v zrak. Ok, ne, da narediš navzdol. Na stran si jo vrži. Tako, mogoče mu bo na naslednji vaji lažje, bo to naredila v izmenjavi. Ok, Lars, igrava izmenjavo, eno odigraš navzgor, potegneš spin, eno odigraš navzdol. Tako, in zdaj odigraj eno ping-pong servis. Tako, super, ja. Pa greva spet, eno navzgor potegneš, tako, in eno potegneš navzgor. Sorry, grdo sem ti dal eno žogo malo, sva rekla. Eno odigraš navzgor, še navzgor, pa navzgor. Pa greva tako, in navzdol. Pa navzdol. No, pa poglejva, če znaš ti zdaj to
že zdaj kar normalno dart zabiti, da vidimo, če sva to napredvala, ker Larsa še to nisem posebej čul. Zdaj pa zabiješ. Tako, ajde pa še ena, potem pa kar končava, čez mrežo. Tako, ok, recimo, da sem ga malo poznala. Tako, to je vse za danes. Upam, da boste danes res uživali v prvem teniškem dvoboju po dolgem času. Začnite postopoma, najprej imejte žogo pod kontrolo, šele potem začnite močneje igrati in tako, kot ste igrali pred to pauzo. Skratka, uživajte v tenisu in se vidimo zopet jutri. Lep pozdrav!